Coplas a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Ovedis. Halo, ja. Ovedi se, duša zaspala, in ko razum spet predramiš, naj ugleda, kako življenje odhaja, kako se smrt k nam priplazi, molčeča, kako so užitki minljivi, kako so spomini boleči in trajni, da vsakdo večkrat pomisli, kako so bili dosti lepši prejšnji časi. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Ahí los ríos caudales, ahí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Naša življenja so reke, ki se izlivajo v morje umreti. Gospodstvo prav tako krene in se nameri v svoj konec zveneti. So reke, ki so vodnate, in druge, ki so bolj suhe, presahle. A v nečem vse so enake, za revne so iste struge kot za bogate. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, lepo pozdravljeni. Z dvema kiticama iz pesnitve Jorgea Manriquea, Kitice ob očetovi smrti, smo uvedli predstavitev te knjige, ki je seveda pesniška knjiga in zaradi tega se nam je zdelo tudi najprimernejše, da tisto, zaradi česar na vse zadnje ta knjiga je, to je poezija, dobi prvo besedo. Knjiga Kitice ob očetovi smrti je izšla v zbirki Sidera, ki ima svoj domicil v gostoljubnem okrilju založbe Družina in je namenjena izdajanju kanonizirane literature, to pomeni kanonizirane poezije seveda in celo v prvi vrsti, a ne izključno lirične poezije, kar pomeni seveda, da gre za starejšo poezijo, za poezijo, ki je recimo temu tako prestala a pa ostala na situ časov. To pa pomeni, da v tej zbirki izhajajo knjige od prazačetkov, tako rekoč, a pa tistega, kar imamo za začetek poezije, evropske poezije, tako so izšle v tej zbirki homerske himne, ki so nekatere od njih sočasne z Homerjevo Iliado, pa do robov modernitete, to mislim na romantično in postromantično poezijo, skratka do roba časa po velikem antropološkem in kulturnem obratu, sredi katerega pravzaprav živimo še sedaj. Čas, iz katerega prihaja poezija Jorgea Manriquea in prihaja in ostaja v našem času, je pravzaprav čas, katerega pa ta zbirka še ni segla, in to je čas, kot ga je poimenoval pisec obsežne spremne besede, docent dr. Ignacy Fok, predvečer renesanse, se pravi ne čas renesanse, ampak pravzaprav zelo poznega srednjega veka, ki je napovedoval nov čas. Kako pa se je pravzaprav knjiga začela? Prav je, da kot smo začeli s poezijo, tako je prav, da začnemo tudi, bi rekel, z realno spodbudo, z realnimi dogodki, ki so do tega pripeljali. Pred začetkom te knjige, ki pa je našel svoj odsev na koncu te knjige v zapisu
prevajalca, ki je seveda osrednja osebnost, ker je prevajalec vedno avtorjev alter ego, tako ali drugače. In to je gospod Aleš Berger, ki ga seveda ni treba predstavljati, ne. Lahko rečem princeps translatorum, najbrž najpomembnejši, pa zagotovo eden najpomembnejših slovenskih prevajalcev. Kaj je pravzaprav pripeljalo do odločitve, da je ta knjiga nastala? Dober dan. Hvala za vprašanje. Zadevico sem pojasnil v kratkem zapisu na koncu knjige, ampak je neke vrste kuriozum in jo bom zdaj na kratko obnovil. Tukaj so se pravzaprav srečali različni časi in različni mediji. Nekega dne na programu Mezzo, ki veste, da je televizijski program visokih glasbenih vsebin, zagledam pevca, ki ga dotlej nisem poznal, in vidim, da je to Paco Ibáñez, Španec, malo starejši od mene, in poje v glasbeno poezijo 20. stoletja, v glavnem Lorco, Machado, ono tretje. Hitro se pozanimam o njem. Bil je nasprotnik Frankovega režima, bil je dolga leta v Franciji, pel je tudi Georgea Brassensa, to mi je bilo takoj všeč. In potem naročim po prijateljskih vezeh 2 njegovi plošči, ker to še poslušamo. In veste, v tujem jeziku je marsikdaj tako, da človek ne razume ene pesmi takoj pri prvem poslušanju, ampak mu razni verzi ostajajo v možganih in jih potem ponavlja in tako. In v eni pesmi sta mi 2 verza kar naprej, kaj pa je zdaj to, kaj pa je zdaj to. To, kar smo prebrali, naša življenja smo reke, pa odhajamo, ko umremo. In vidim, da je to neka srednjeveška poezija avtorja, ki ga priznam tudi dotlej nisem poznal, kaj šele pesnitve njegove, in sem jo zanimanjem prebral iz spleta, in kot pravim, pri branju zmeri gledajo čez bralčeve oči še prevajalčeve oči, ampak sem si rekel, ne, to je pa pretežko, kje pa, to so tako kratki verzi, sešiti z asonancami. Potem me pa lepega dne pokliče urednik Brane Senergačnik, a še kaj delam, ali bi kaj prevedel, zanj sem rekel, ne, ni govora, sem odložil prevajalsko pero. Čez ene 2-3 leta me pa začne malo srbet, no, potem rečem, bom pa poskusil 3-4 kitice, in ko so tiste nekako se posrečile, sem rekel, pa pejmo še v to inventuro. In ob nasvetih prijatelja Toneta Rodeta, kar konkretnih nasvetih prevodnih, ob nasvetih urednika in Naceta, se je potem ta prevod oblikoval. Moram povedati, da je to drugi prevod, da je cenjeni kolega Andrej Capuder to v svojih mladih letih že prevedel in objavil revijalno v takratnih problemih, o tem bomo morda kasneje nekaj rekli. No, o tem prevodu pa le še to, da povzamem, da je res plod različnih medijev, se pravi televizija me je opomnila na literaturo in pevec in komponist 21. stoletja na poezijo 15. stoletja in kako so včasih ti stiki, ki se jih morda dostikrat niti ne zavedamo, nas lahko še bogatijo. Toliko za enkrat, hvala. Ja, najlepša hvala. Seveda, pol pa sam še to, da končam. Potem, pa, ko sem 3-4 kitice prevedel, je pa ta pravo delo nastalo, ker pesnitev ima pa 40 kitic in prideti potem do konca ni bilo tako enostavno, ni bilo to 1-2 na dan, to je bilo 1-2 na teden mogoče, da je res nastal in da se je izbrusil. No, ampak zdaj so vse pod streho. Novih pa ne bo napisal.
Ja, pogosto je tako, da tisto, kar zgleda v poeziji zelo naravno, kot iz enega diha nastalo plod takih tedenskih brušenj. To je pač pogosto tako. Seveda ta poezija prihaja iz časa, ki tudi meni osebno, vsaj pa najbrž marsikomu, ki ni ravno posebej doma v španski starejši književnosti ali pa zgodovini, ta čas seveda ni zelo znan, kulturni kontekst pa je nedvomno vedno tisti, ki lahko zastira ali pa odstira poezijo, če tudi mislim, da ni samo produkt svojega časa, če ne bi nam najbrž ne bi Paco Ibáñez uglasbil teh verzov in nam ne bi govorili tako, kot nam govorijo, pa vendar. Zdelo se je nujno, da bralec dobi o tem neko poglobljeno informacijo, poglobljeno vedenje in splošno smo se v uredništvu obrnili na kolega doktor Foka in naše želje so bile uslišane in pričakovanja, jaz lahko rečem to kot urednik, več kot izpolnjena. Nastala je spremna študija, ki je obsežna, z razlogom obsežna in ki po mojem lahko rabi tudi kot nekakšna skica, tako literarno ali pa kulturno-historična skica tega obdobja, ki sega čez konkreten življenjski kontekst avtorja Jorgea Manriqueja. Rad bi, da na kratko zvemo nekaj o tem zgodovinskem kontekstu, v katerem so te kitice nastale. Ja, hvala lepa. No, tudi jaz bi se še enkrat zdaj javno zahvalil v bistvu za to povabilo, kajti po eni strani gre za res temeljno kanonsko delo, ki ga študenti beremo praktično čisto na začetku študija, mimo tega ne moremo in se pogosto tudi vračamo k njemu, par jih vidim tukaj obrazov znanih, ki mi bojo lahko potrdili tole. Po drugi strani je pa če tudi nam ta kulturno-zgodovinski kontekst na prvo žogo ni poznan, nam je vsem poznana letnica, ki se jo naučimo v osnovni šoli, to je 1492. Gre za stoletje, ki je presunljivo podobno današnjemu času. Meni se je zdelo zelo pomembno nekako v tej skici, ki je seveda kulturno in sociohistorična, nakazati tudi, da je to zelo živo besedilo lahko, in da ima več z današnjim časom in današnjim duhom, kot se zdi na prvi pogled. Gre za obdobje, ko na španski prestol pride nova dinastija, Trastamara ob koncu 14. stoletja in dogodki, eno zelo bistveno dejstvo je, da je bil Jorge Manrique upleten v vrh španske družbe in monarhije in je bil ves čas prvoosebno navzoč pri vsem, kar se je dogajalo, pri spletkah, razprtijah na dvoru in bil tudi on in njegova rodbina neposredno zaslužni za to, da je prestol Španije oziroma prestol Kastilje tedanje zasedla Izabela I, ki je kasneje sofinancirala oziroma financirala, njen mož tega ni želel, Kolumba, ki se je potem podal čez Atlantik. Tako da danes imamo družabna omrežja, imamo televizijo, imamo Twitter in podobne umotvore, v tedanjem času je bila pa literatura resnično del tega tudi velikokrat javnega in političnega diskurza, če se tako izrazim, tako da to besedilo že v osnovi presega meje zgolj literarnega. Pomembno je mogoče predvsem iz dveh razlogov, če gledamo na ta tekst kot na neko kanonsko besedilo. Po eni strani je res zvest odsev te dobe. Torej, tukaj v spremni besedi se ves čas ali pa zelo veliko vrtim okrog besede topos, torej ta ustaljeni, zgoščeni motiv, tema, ki se je v tradiciji ustalila do te mere, da je izgubila na nek način svojo izvirnost in je postala kot neka kapsula, ki potem vsakič nas napelje na isto idejo. Manrique naredi cel spekter, celo pahljačo teh toposov nam razpre in vsi ti toposi so globoko usidrani v
zavest in v percepcijo časa in sveta, kakršno ima človek v poznem srednjem veku. V deželi, kjer je katoliška vera mogoče še toliko intenzivneje prisotna, ne samo v nekem religioznem, ampak tudi čisto socialnem pogledu. Torej, minljivost, vprašanje minljivosti, obsedenost pravzaprav z minljivostjo in s tistim, kar ji sledi, to je smrt, je tako ali drugače povezana z vsemi temi temami in motivi. Človek je na tem svetu samo popotnik v onostranstvo. Naše življenje je kot reka. Reka se izlije v morje, naše življenje se izlije v smrt. O tem smo prej poslušali ob najinem branju. Ni slučaj, sicer je to slučaj, ki sem ga zelo s pridom izkoristil in ki ga je izkoristil tudi oblikovalec potem za naslovnico tele knjige. Sigurno poznamo slovito fresko mrtvaškega plesa iz Krastovelj. Ta freska je bila dokončana istega leta, kot so bile tele kople oziroma kitice prvič objavljene. Torej, motiv enakosti pred smrtjo, izmenjujejo se na freski kralj, okostnjak, kmet, okostnjak, paž, kraljica, torej vsi smo pred smrtjo enaki, in ta isti motiv se pojavlja, omnia mors equat, kot centralni motiv te pesnitve. Torej, z eno nogo smo globoko v srednjem veku in globoko v teocentrizmu. Z drugo smo pa vendarle, kot sem poskušal nakazati v predvečeru torej renesanse. Kajti drugi del, sklepni del pesnitve je tisti, ki je resnično njen povod. Torej, oče Jorgea Manriquea, don Rodrigo Manrique, je bil izjemno pomemben, ugleden, vpliven mož v drugi polovici, oziroma lahko bi rekli na sredini nekako 15. stoletja. Družina Manrique je bila ena tistih, ki je tkala usodo pravzaprav Kastilje, in ob njegovi smrti je njegov sin napisal to pesnitev. Bistveno je, to je, če je prvi del povezan s to topiko, bistveni drugi del je pa odnos do očetove smrti oziroma očetov odnos do smrti, kot ga naslika Manrique. Tukaj se stopimo naenkrat s piedestala, nismo več v nekih abstrakcijah, ko govorimo o smrti, nismo več med velikani in tudi o očetu govori kot o človeku iz mesa in krvi, ki je tukaj se stopil, je med nami in ki smrt pozdravlja kot neko prijateljico. In se v bistvu z resignacijo, ampak tudi s popolnim mirom z njo sooči in pravi, seveda, nič dlje od katoliške doktrine, zato nismo, ampak smo pa bližje, bi lahko rekli, zemeljskemu vendarle. Smrt je poosebljena, v neki konverzaciji sledimo, iz te konverzacije lahko razberemo, kako jo on sprejme. Sprejme jo, kot rečeno, kot prijateljico, skoraj zaveznico in pravi, če si mi bila poslana, če je taka božja volja, potem je upiranje temu nesmiselno. In oče je, pa s tem bom zaključil, če tudi je bil resnično, poudarjam, en najvplivnejših mož svojega časa v tedanji Kastiliji in bi lahko rekli na celotnem Iberskem polotoku, ni predstavljen z tistimi insignijami. Predstavljen je kot dober človek. Človek, ki je bil human, ki je bil empatičen, ki je bil do sicer sovražnikom, a worthy opponent po eni strani, ampak po drugi strani je bil pa dober do služabnikov, dober oče, mož in tako dalje. In torej ta individualizacija in ta humanizacija nas pa že približuje renesansi, ki na vse zadnje tudi ni antikatoliška ali pa celo ateistična, daleč od tega, samo perspektiva je popolnoma druga. Najlepša hvala. Mimogrede, sam sem naletel na Jorgea Manriquea, kitico prvo, ki ste jo prebrala pred dolgimi leti, ko sem bral Tragično občutje življenja Miguela de Unamuno, in na to
kitico in te teme tudi prvi prevajalec Koplas v slovenščino, Andrej Capuder v spremni besedi, pravzaprav na tem veliko gradi in postavlja to vsebino pravzaprav v na nek način že skoraj eksistencialistični ali pa krščansko eksistencialistični kontekst svoje misli, kar seveda na svojski način potrjuje to, kar je bilo zdaj ravno povedano o tej pravzaprav razprtosti med različne perspektive doživljanja življenja in smrti v teh kiticah. In samo še to mimogrede, no, omenjena je bila naslovnica, seveda avtor oblike, oblikovalec je profesor Lucijan Bratuš, ki je seveda tudi vizualna duša ali kako bi rekel te edicije Sidera in ki ne bom rekel, da so njegove da je njegovo delo ali pa njegove stvaritve, da so mi presenetljive, so pa vsakič znova razveseljive. V tem smislu, da najde korespondenco z razpoloženjem, miselno in duhovno vsebino poezije. Aleš, tvoj prevajalski opus je enormen, sadovi sijajni seveda. Zanima me, ali bi bilo mogoče strniti v nekaj stavkov, če je to smiselno, ne vem, tvojo izkušnjo, specifičnost prevajanje Manrikejeve poezije na ozadju tega takšnega opusa. Ja, z veseljem, ampak morda bi pa prej še Naceta prosil, če bi kot ilustracijo temu, kar je tako plastično povedal, prebrala še 5. kitico, ki se mi zdi tudi ena ključnih v prvem delu. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Ta svet je k drugemu cesta, ki je bivališče brez teže in brez skrbi. Naj ti stopinja oprezna pomore, da več ne skreneš svoje poti. Odidemo, ko se rodimo, skozi življenje hitimo, prispemo in ko smo končno pred ciljem, najdemo si odpočitek, ko umremo. Tam je tudi zvenela, ko jo prepeval tako, precej vedro moram reči, niti ne turobno, tak hiter ritem na kitari spremljan. Ja, Brane, hvala za vprašanje, seveda to je bilo nekaj čist drugega kot tisto, česar sem bil vajen. Bila je daleč najstarejša pesnitev od vseh, ki sem se jih lotil. Dobar, Molière bi še lahko konkuriral iz kakšnega. In bila je po svoje zelo težka. Začelo se je že pri naslovu, kaj bojo zdaj te Koplas. Učeni Ignac je takoj povedal, da Kopla je forma, Kopla Manrikijana, pa sploh še druga forma in ono in tretje. Zdaj, ko pustiti Kopla bi bilo čudno. Andrej Capuder ima stihi, kar se nam je zdelo vse malo morda preveč poetično ali zavajajoče. Kopla so enote, jih je pa 40 in so potem ostale kitice. Za eno varianto sem se celo par minut ogreval, da bi bilo naslov samo ob očetovi smrti, ampak potem bi spet nekaj manjkalo. V čem je pa ta poezija tako drugačna, na to me pa tudi dostikrat Ignac opozoril, menda še ta zadnjikrat, ko sva se sestala, da sem nekaj popravljal, je zelo realistična, zelo, kako bi rekel, brutalno nepoetična. Poetična je potem, kar pripoveduje, ne rabi pa nič okraskov, pravzaprav nič metafor, nič dost pridevnikov enonga in tretjega. Jaz sem konzultiral kar nekaj prevodov, to ni sramota povedati, imel sem na spletu 2 angleška, dobil sem enega francoskega, ki je izšel pred mnogimi leti v eni manjši založbi, tisti je bil najboljši, ker je bil tudi tak suh,
kako bi rekel, objektivno suh. Kar se tiče pa prevoda Andreja Capudra, on je to delal relativno mlad, to je šlo leta 1969, je pa Ignat sam uporabil en izraz in je rekel, to je pa romantizirajoči prevod, ali kako se je rekel, romantičen prevod. To se pravi, da pa ravno ne upošteva dovolj te, kot prej pravim, suhosti, neposredne povednosti izvirnika, ampak mal okrašuje. Ne? Sej, to je vsekakor zmeraj pravica. Novi prevod nikdar ne demantira starega, ni polemika, nič ne izbriše, nič ne zredira, zmeraj je dostopen. Sam, da sem jaz pač to srečal, da je v tako lepi knjižni izdaji šel. Čudi me pa, da pravzaprav Capuder v zrelih letih, se pravi v demokraciji, ko je bil minister, ko je bil priznan in imel dostop do mnogih založb, recimo 2-krat, 3-krat je ponatisnil Božansko komedijo, ponatiskoval je Petrarko, da se ni spomnil na to, ker takrat bi imel pa absolutno možnost, Mihelač, založba Tržaškega tiska, tudi Mladinska knjiga, povsod je bil dobrodošel. Tako. No, o samih težavah pa ne vem, saj si najbrž marsikdo predstavlja, če ima vers 8 zlogov ali pa celo samo potem po 4, da je težko vse stlačiti, če hočeš upoštevati še asonanco in če se nočeš vendarle preveč izvijati pred izvirnikom, pa kaj pesnic zraven. Ne? To pri kakšnih sonetih je lažje, ko je 11. Sicer pa moram priznati, da mi je godilo, ko sta urednik in poznavalec prevod še v tisti fazi, ko še ni bil tako izbrusen, že pohvalila in mi dala spodbudo, da smo ga do konca spilali. Ja, hvala. No, mogoče smem povedati še to, da je gospa Majda Capuder pisala, da bi z velikim veseljem prišla na to predstavitev, ampak ima pač neke težave, no malce težko dlje časa sedi trenutno in se pač upravičuje, pa zelo zanima seveda, kako ta prevod je videti in da vsem želi čim lepši dogodek. Kar se tiče prevajanja stare poezije, seveda, ko si omenil konsultacije drugih prevodov v druge jezike, jasno, ko sem jaz olimpijske slavospeve Pindarjeve prevajal, sem 13 prevodov tako redno konzultiral, seveda pa na koncu ti noben nič ne pomaga, v resnici, ker moraš narediti slovenski izraz, ki ga pač ne angleščina, italijanščina, ne francoščina, pač ga ni. Vprosti, kakšno idejo ti da? No, seveda, tuj prevod, kakšno asociacijo ti sproži, ki si sam nisi do nje prikopal, kot tudi morda, da ne bom se delal čist, da mi ni Andrejev čist nič bil mar, kakšna beseda ti pa pride. Milan Jesih je včasih rekel, Milan Jesih je veliko Shakespearea prevedel po Župančiču pa Mateju Boru. Ja, je rekel, če je kaj dober, jaz kar vzamem, saj to ni greh. Zakaj bi se trudil nekaj drugega narediti, kar bo še slabše, no? Kar bo morda slabše. Tako se jaz tukaj spomnim v tej pesmi, ki sva jo prebrala, sem pri Capudru pobral besedo gospostvo. Sam se nisem spomnil na njo, sem imel gospoščina, tako pa ne, ampak gospostvo je imel, on sem rekel, ja, zakaj pa ne? Seveda. Morda še kakšne pa se ne spomnim, ampak tega ne smatram za krajo. Ne, seveda ne, ja, jasno. Tako je treba to potem na koncu ukomponirati v svojo celoto in tisto je pač potem da pečat, ne, prevajalski. Mogoče bi lahko povedali besedico dve, tako res na kratko, čeprav je to že Aleš povedal, o zgradbi te kople, o problemu tega izraza na vse zadnje. In pa seveda potem lahko mogoče že kar preidemo z besedo dvema na vpliv te poezije v španski kasnejši literaturi in o njeni prisotnosti v sodobni literaturi. Ja, torej
nekje v spremni, v bistvu se nisem, ker je resnično sem že tako imel občutek, da sem razvlek oziroma da sem bil že preveč profesorski v tem pisanju, ampak torej nisem, seveda sem primerjal, prebral, ne, imel par tudi pomislekov ali pa vedno je zanimivo primerjati dva prevoda, ne, ampak točno tukaj sem se pomudil pri primerjavi z Capudrovim pri naslovu, ne. Če gremo besedo kopla poiskati v slovar, ne, je resnično intermedialna, tako kot je tudi Aleš rekel, ne, da je preko televizije in potem plošč prišel do tega teksta. Kajti en izmed mogoče najbolj splošno uporabljenih, ne, danes je La Copla Andaluza, ne, kar je resnično pesem, ki je zapeta ob spremljavi kitare. Ne. Ampak kopla lahko pomeni, torej je vezana, že ta vezava na glasbo in na ples tudi obstaja vse skozi, ne, v zgodovini te besede, torej ta povezava z mrtvaškim plesom ima še eno oporo. Ne. Kopla lahko pomeni pa čisto preprosto, je res sinonim, tudi slovarsko gledano, za kitico. Ne. Zato se mi je ta rešitev zdela elegantna, četudi je ena podoblika te kitice tista, ki se ji reče Copla Manriqueña in ki jo opazimo že od nadaleč, ne, če odpremo tale tekst. Sestavljena iz primarno osmercev. Osmerec je, mislim, da ima Boris A. Novak eno čudovito razpravo, kjer to pojasni, ne, v bistvu vpliv osmerca kot najbolj tradicionalno španskega verza, ne. Seveda španske romance, ne, torej to je tisto najbolj špansko, kar ima metrika, ne, in za vsakim, torej po dveh osmercih pa sledi nekaj, čemur mislim, da je to tudi termin, ki ga je Boris A. Novak uporabil v svoji primerjalni verzologiji, odščipnjena stopica, ne. Torej copla de pie quebrado, ne, odlomljena dobesedno, in sicer to pomeni, da tretji in šesti vers vsake kitice sta zgolj polovica, ne, tega osmerca, se pravi 8-8-4, 8-8-4 bi bila struktura. Ne. Dejansko, če pogledamo, vsaka izmed teh 40 enot je sestavljena iz dveh kitic formalno gledano, ampak to je zdaj že taka metrična zelo detajliranje, no. Jorge Manrique je bil prvi, ki je to formo uporabil, sicer že v svoji dvorski poeziji pred tole pesnitvijo, in kasneje so po njem tak koncept, ne, odščipnjenega verza uporabili še mnogi. Torej, to je del njegove dediščine, zato se tej kitici reče tudi Copla Manriqueña, torej Manriquejevska kitica. Ne. Ja, kar se tiče pa kasnejših, ne, odmevov, ta pesnitev je zelo navzoča, je resnično tako, kot je v kulturni zavesti, ne vem, vseh, ki smo hodili v šolo v Sloveniji, ne, prisoten, ne vem, krst pri Savici recimo, tako ali drugače, ali pa tako kot vsi prepoznamo zelo hitro kakšen vers iz Povodnega moža, na primer, ne, bojo Španci takoj prepoznali točno te verze z začetka, ne, ki so hkrati toposi, ne, torej ta primerjava življenja in reke, ne, človeka kot popotnika, enakosti pred smrtjo. Zato ima Manrique ogromno torej nekih intertekstualnosti bi najdel v baroku, ki je bil mogoče po duhu, ne, po pogledu na svet podoben precej, ne, in tudi po teh dvorskih razprtijah precej podoben 15. stoletju, ne. Pa potem na začetku 20. stoletja, recimo generacija 27, torej Federico García Lorca je bil njen osrednji predstavnik, naprimer Gerardo Diego, ne, ima kot poklon, ne, eno pesnitev. Manriqueju seveda imamo pa tudi zelo moderne in recimo včasih parodične, ne, pod parodične modernizacije. Pesnik Luis García Montero, ki je tudi zelo pomemben, ki je hkrati tudi malo upleten, no, bi lahko rekli, v politiko s tem, da je direktor Instituta Cervantes, ki je pač španski jezikovni inštitut, kjer ga v ozadju pa slišimo malo še ta ostanek tega imperialnega jezika, ne. Torej, on ima na primer eno res izjemno pesnitev o kitici ob kolegovi smrti, ne, kjer
okomota na današnji čas in na vse njegovo pehanje tudi za materialnim in nesmiselnostjo tega, ne, v bistvu uporabi vse to posebej. Iz Marike, ampak resnično beremo tako, kot če bi prebrali kakšno revijo, ne, z glosi današnjega časa ali pa odprli Facebook z malo preveč fotografij in oglasov. No, jaz sem pa uporabil tudi eno serijo na Netflixu, ki ga spet vsi verjetno, ne, sploh generacija mojih študentov, ne, in njihovih profesorjev rada uporablja. Skratka, ena kultna španska serija, ki se odvija v ženskem zaporu, ne, Vis a vis je naslov, uporabi torej zapornica, ki je v samici kot kazen, ker se je stepla, ne, ona si pomrmrava in prepeva odlomke iz te pesmi. Se pravi, ne, zdi se zelo velika diskrepanca v registru, ne, neka pop kultura, ženski zapor in hkrati ta elegija velikega dvorskega pesnika iz 15. stoletja, ampak to občutje, ne, minevanja, to občutje v bistvu pesimizma povezanega s tem minevanjem in neizogibnostjo, ne, in kako so bili vsi pretekli časi boljši od današnjega. Ne, to je nekaj, s čimer se v bistvu soočamo v tudi najbolj prozaičnih trenutkih današnjega časa. Ne, tako da tukaj jaz vidim res aktualnost in težo tega teksta, ne, čeprav ima na naslovnici fresko iz 15. stoletja, ne, čisto enako bi bil lahko nek prizor iz 21. Omnia equat mors. Če lahko rečem, zdaj gre že za interpretacije, ne, ali pa doživljanje teksta. Jaz ga ne bi označil za pesimističnega, za tesnobnega, ker vendarle pripoveduje o tem minevanju časov, ampak osrednja oseba, oče, je afirmativno prikazana, ne, in ta njegova spokojnost ob srečanju s smrtjo prav tako. In če si še zato bi predlagal, da prebereva še zadnjo kitico, ki pa tudi ni pesimistična, ampak nekako v besedi konec nekega življenjskega loka, ki je, kot pravim, se izvenel spokojno, častno in tako naprej. Da ne bomo samo grdo govorili o prejšnjih časih, ali o zdajšnjih časih. Na 86, 87, tako je, ja. Torej, ja. Se pravi, to je v bistvu opis, ne, kako oče izdihne. Ne. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos, hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo de su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Bogatejši za umetje, pri zavesti, bistre glave, čistomeren, je v pričo svoje žene, sinov, bratrancev, vse rodbine, dušo tistemu izročil, ki mu jo pred časom je podaril. In zdaj v nebeški gloriji, mrtv, svoj spomin, tolažbo nam ohranil. Ja, najlepša hvala, mislim, da k pesnikovi besedi zdaj ni kaj dodajati. In čeprav nismo pripravljali scenarija za to oddajo, smo se ujeli tako, da smo se, mislim, da tudi časovno popolnoma prilagodili terminu, ki ga imamo. Skratka, najlepša hvala Aleš, najlepša hvala Nace za imenitno knjigo. Hvala tudi Lucenu, hvala založbi za okrilje, spodbudo, da pač takšna literatura lahko živi tudi v slovenščini v vrhunski obliki, torej tako prevajalski, jasno, kot tudi, kaj ne rečem, literarno-zgodovinski, ampak vendarle moram reči, da je spremna beseda tudi izjemno literarno senzibilna, čeprav je zgodovinsko bogata. Ne izveni, kot da gre zgolj za nizanje, še tako bogato nizanje podatkov, ampak je tudi tisto, kar vsaj po mojem prepričanju
pisanje o literaturi mora biti vedno malce nekakšen pontonski most za bralca, prek katerega vsakič znova lahko stopa v drugačen svet, kar pač je svet poezije, zaradi jezika in vsega. Skratka, res hvala tudi še enkrat odsotnemu sicer profesor Bratušu za velik posluh in inventivnost. Namreč posnetek tega mrtvaškega plesa iz cerkvice v Istri, dokaj blizu slovenske meje, je tudi iz njegovega arhiva, njegovih fotografij. Skratka, vzel si je, kako bi rekel, avtorsko svobodo in jo na najboljši možni način izkoristil. Hvala lepa vam za obisk.